Predstavniki Greenpeacea iz vse Evrope so se zbrali za to, da bi sporočili svoje sočustvovanje in solidarnost s prebivalci Japonske, ki jih je najprej zadela naravna nesreča, zdaj še pa soočajo še z jedrsko krizo. Želimo izraziti, da smo v mislih in srcu z njimi, da upamo, da bo nevarnost čim prej minila. Hkrati s tem pa hočemo opozoriti na tveganja in nevarnost jedrske energije tako na Japonskem, kot tudi pri nas v jedrski elektrarni Krško, ki stoji na potresno aktivnem območju. Zato pozivamo tudi vlado, naj sprejme čim hitrejše zapiranje jedrske elektrarne v Sloveniji, najkasneje do leta 2023. Hkrati naj zaustavi vse načrte o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne. Namesto tega pa naj začne javno razpravo, ki bo utemeljena na argumentih, na neodvisnih analizah, na trdnih temeljih o množičnem izkoriščanju obnovljivih virov energije, ki bodo na trajnosten, razpršen način izkoriščali energijo biomase, vetra, sonca, trajnostno in okoljsko sprejemljivo izkoriščanje hidroenergije, prav tako geotermalno energijo. Hkrati je potrebno tudi začeti program učinkovite rabe energije, tako da bi zmanjšali samo porabo energije in z temi skupnimi ukrepi bi nadomestili trenutno energijo iz Krškega in tudi energijo iz termoelektrarne Šoštanj. V Greenpeaceu se zavedamo, da so energetska vprašanja resna vprašanja, da so strokovna vprašanja in da govorimo o velikih potencialih za razvoj neke družbe. Zato smo dali Nemškemu inštitutu za tehnično termodinamiko Nemškega vesoljskega centra napraviti študijo, ki se imenuje Energetska revolucija. V tej študiji so raziskali možnost čim hitrejšega prehoda na obnovljive vire v Evropski uniji in ta študija, ki je tudi znanstveno recenzirana literatura, je pokazala, da lahko preidemo na 100% obnovljive vire energije že do leta 2050, torej v naslednjih nekaj desetletjih, 2055, če zdaj, ta trenutek, leta 2011, sprejmemo ustrezno politiko prehoda na obnovljive vire. Naj pa poudarim, da bi leta 2050 in na poti do tja opustili jedrsko energijo, prav tako bi opustili premogovno energijo. Tisti energent, ki bi pa še bil prehoden energent, pa bi bil zaenkrat zemeljski plin, kakor hitro pa se najdejo boljše rešitve, pa bi se zavzeli za boljše energetske rešitve. Tisto, kar je najpomembnejše, je, da dobimo varno energijo, dostopno energijo, 24 ur na dan, cel teden. In to je tisti glavna poanta te študije in znanstveniki so dokazali, da je to možno, ampak danes, leta 2011, moramo sprejeti ustrezne odločitve in k temu pozivamo slovensko vlado. Včeraj smo poslali odprto pismo, kjer smo predstavili svoje glavne zahteve, torej po čimprejšnjem zaprtju jedrske opcije v Sloveniji in k preusmeritvi k varni in zeleni energiji. Danes smo pa tukaj zato, da predvsem izrazimo sočutje z Japonci in opozorimo na tveganje, ki je povezano z jedrsko energijo in ga nikoli ne moremo zares uničiti. Vemo, da so jedrski reaktorji ogroženi ali zaradi človeške napake, ali zaradi terorističnega napada, ali pa zaradi naravne nesreče, kot smo jo videli zdaj na Japonskem. Ljudje se odzivajo pozitivno, osebno nam izražajo zaskrbljenost nad dogajanjem na Japonskem. Veseli so, da se je našel glas, ki zastopa njihovo mnenje, da je nekdo tukaj, ki si upa povedati, ki upa govoriti o rešitvah, ki kaže, da obstajajo tudi druge možnosti za Slovenijo in da v Sloveniji ne rabimo jedrskega tveganja in da se ne rabimo nikoli bati za to, da bi se kaj takega, kar se dogaja ta trenutek v jedrski krizi na Japonskem, zgodilo tukaj. To lahko naredimo le na ta način, da čim prej opustimo jedrsko opcijo v Sloveniji in se preusmerimo na varne in obnovljive vire energije. Želimo si predvsem, da se prebivalci Slovenije zavedajo, da imamo druge možnosti, da od svoje vlade, od svojih političnih strank, od svojih lokalnih predstavnikov, kot tudi poslancev, ministrov, zahtevajo široko razpravo, naj se jim pove resnica, naj se jim pove, da obstajajo različne možnosti, da je Krška elektrarna drugi reaktor in 6. blok elektrarne v Šoštanju, da so to izsiljene opcije, da so to opcije, ki jih zagovarjajo jedrski lobiji zaradi svojih lastnih koristi in tisto, k čemur pa mi pozivamo, da se pripravi energetska politika, ki bo koristila predvsem in v glavnem ljudem, prebivalcem Slovenije,
in to v vseh regijah. Vemo, da obnovljivi viri energije in ukrepi učinkovitejše rabe energije, kot je recimo izolacija stavb ali pa izboljšanje javnega prometa, koristijo vsem prebivalcem tako v Prekmurju kot na Primorskem, Gorenjskem, v Krškem, Šoštanju, Ljubljani in vseh ostalih mestih. To so ukrepi, ki ustvarjajo nova delovna mesta, ki pomenijo prihranek na rabi fosilne energije, hkrati je pa to nek razvojni potencial, ki ustvarja neko novo domače znanje, ki ga lahko tudi izvažamo v tujino že letos in tudi v naslednjih desetletjih, ko bomo še boljše, oziroma v naslednjih letih, ko bomo še boljše razvili domače znanje in domače tehnologije. Benim daha önce